Mi želimo povedati, da vsa navedbe, da so zemljišča v gozdu, da so stavbna, so neresnična, so zavajanje. Mi smo javnosti in medijem pokazali dokumente, da so bila ta stavbna od leta 90 do 98 in z aktom leta 98 so bila v celoti razveljavljena. Ne samo avtocesta, ne samo šola, razveljavljeno je bilo tudi rušenje mosta, rušenje stanovanjskih zgradb v Miklavžu in celotni akt je bil razveljavljen, zato te zemljišča niso stavbna. Čudimo pa se izjavi župana Kremžara, ko je izjavil, da ko je spremenil svojo argumentacijo in ne trdi več, da so bila stavbna leta 90, ampak leta 93. Sedaj, ko smo mi pokazali, da je ta akt razveljavljen, ima drugačno interpretacijo. Z našega stališča to pomeni, da je dela zavestno, da zavestno zavaja naše društvo, krajane in tudi medije. Če še eno vprašanje z moje strani, samo vi ste dejali, da je, kolikor referendum uspe zberete dovolj podpisov, možno se skupaj izpeljati v času evropskih volitev. Čisto enostavna računica je, mi bomo podpise župane začeli 5. maja. On ima 3 dni časa, da skliče izredno sejo in da razpiše referendum v minimalnem roku 30 dni. Vkolikor on to stori do 7. 8. maja, 30 dni minimalni rok, je možno referendum razpisati 7. junija, tako da pri tem nastane nekih dodatnih stroškov pri izvedbi tega referenduma. Župan vas poziva, da prenehate razlagati javnosti, kaj vi mislite, temveč da te zadeve preverite na sodišču, kje je nezakonito ravnanje strani občine, kaj ste naredili, kaj boste naredili? Mi smo dali v presojo v prejšnji teden zadevo ministru Erjavcu, da zavaruje zakonitost, ker gre za nezakonito dejanja, to smo dali. Žal pa slovenska zakonodaja nam omogoča, da bi tožili oziroma sprožili spor na sodišču, vrhovnem, višjem, okrajnem, okrožnem, ker ta sodišča niso pristojna. Edina 2 zadeve so možne, da ustavno presoje, ustavno sodišče nam je reklo, da moramo vse druge pravne možnosti izkoristiti. Druga možnost pa je, da mi tožimo in svoj prav naredimo takrat, ko je storjeno kaznivo dejanje. Ampak to ni našem primeru. Tako da, če se bo župan mogel soočiti na sodišču z nami, z našimi argumenti, se bo soočil takrat, ko bo storil kaznivo dejanje, ker bi mu nedvomno takrat sprožili postopek za njegovo odgovornost, ker po našem mnenju on dela to zavestno in se svojim ravnanjem lahko povzroči, da se gozdne površine posekajo, kar je po zakonu, po kazenskem zakoniku Republike Slovenije kaznivo dejanje. Trdite, da župan Kremžar laže, ker seveda, če govorenje, zavestno govorenje ne resnice laž. Če bi bil laž, potem je to bilo obrekovanje. Mi govorimo, da on govori neresnico, da spreminja argumentacijo, mi ga ne obrekujemo, mi samo izjavljamo, kaj interpretira njegove izjave, ker je v njegovih izjavah očitno, da je spremenil argumentacijo, ker je videl, da je bil akt iz leta 1990 razveljavljen in sedaj išče novo interpretacijo. Prav tako pa v 2 letih ni pokazal akta, podčrtal ga, podpisal se pod njem, ki bi zemljišče v gozdu razglasil za stavbno. Gospod Pelko, kot občinski svetnik ste tudi vi vložili pobudo za nadknadni referendum. Je župan kaj odgovoril v zvezi s tem? Ne, odgovora v zvezi s tem še nisem dobil. Domnevam, da sklepa, da je zadeva s tem urejena, ko je dal vlogo za razpis, zbiranje podpisov za razpis referenduma. Čeprav mislim, da bi kljub temu moral po zakonu odgovoriti. Nisem pa se za to nič pritožil. Kaj pa v zvezi s pobudo za izgradnjo vrtca v severnem delu Miklavža? To pobudo pričakujem, da bo odgovoril na naslednji občinski seji, ker pravno formalno se pobude na samih sejah odgovarja. Če ne, pa bom na naslednji seji spet prosil, da se izjasnim glede tega.